Pričujoči pogovor smo organizirali ob dogodku izdaje monografije Kvantna mehanika profesorja dr. Antona Ramšaka, profesorja fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Pri pogovoru smo prisotni profesor, poleg tega pa je prisoten tudi še dr. Matevž Rudolf, predstojnik založbe Univerze v Ljubljani. Naj omenim najprej, da sva s profesorjem Ramšakom večkrat znanstveno sodelovala. Med drugim pa je bil profesor Ramšak tudi tisti, ki me je navdušil za študij kvantne mehanike, med študijem fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko. Profesor je predaval kvantno mehaniko, ki smo jih študenti z užitkom poslušali, tako zaradi zanimive snovi, kot tudi zaradi odličnega sloga predavanj. Kar pa nam je manjkalo med študijem, je bila ravno ustrezno gradivo v slovenskem jeziku in ta knjiga zapolnjuje to vrzel. Knjiga je bila izdana pri založbi Univerze v Ljubljani. Ker gre za novo založbo, bi najprej prosil dr. Rudolfa, če nam jo predstavi. Hvala lepa za besedo. Ja, založba Univerze v Ljubljani je nova ustanovljena založba in sicer, kot že samo ime pove, izdaja knjige, ki nastajajo na Univerzi v Ljubljani. Prve knjige so izšle že kmalu po ustanovitvi univerze pred dobrimi 100 leti. Razmah je bil tam konec 80-ih, 90-ih let, ko se je založniška dejavnost na fakultetah in akademijah razmahnila. No, danes pa založba združuje vso založniško produkcijo na vseh 26 fakultetah in akademijah z najrazličnejših znanstvenih področjih, umetnosti in tako naprej. Naš prvi večji projekt založbe Univerze v Ljubljani je izdajanje pod skupnim imenom. Analize so pokazale, da v bistvu v okviru Univerze v Ljubljani se izda več kot 50 znanstvenih revij, kar pomeni več kot 200 zvezkov znanstvenih revij, pa tudi okrog 300 publikacij letno, od visokošolskih učbenikov, strokovnih knjig, priročnikov in tako dalje. Tako da lahko rečemo, da je založba Univerze v Ljubljani, ko bo nekoč res konsolidirana, da bo to neke vrste druga največja založba v Sloveniji. Naš prvi projekt pa je bil skupna spletna knjigarna, ki je že zaživel v enem letu. Vas vabim, da si ogledate na spletu. Na njej lahko danes najdete kar 16 fakultet oziroma akademij in so njihovo ponudbo, bogato knjižno ponudbo. Ena izmed teh knjig, ki jo lahko najdete tudi na spletni knjigarni, je knjiga Kvantna mehanika profesorja Antona Ramšaka, kot že omenjeno. Gre za prvo knjigo založbe Univerze v Ljubljani s področja naravoslovja in prvo samostojno enoavtorsko knjigo. Tako da vabim, da kaj več o sami knjigi pa povesta naša gosta. Dobro, potem bi pa mogoče, torej gre za knjigo iz kvantne mehanike. Kvantna mehanika je do neke mere skrivnostna znanost in bi mogoče prosil za par besed, če bi malo določila, kaj kvantna mehanika sploh gre. Morda bi začeli, kakor v pričetku knjige se obravnava nekako to iz zgodovinskega stališča, kaj so osnovna dejstva in kako je do kvantne mehanike sploh prišlo. Ja, hvala lepa. Vsi vemo, da se je začela sodobna kvantitativna znanost z Newtonom v 17. stoletju in začela se je z njegovo knjigo Principia. In od takrat je potem trajalo približno 200 let, da smo prišli do parnih strojev. To je bilo in odkritje parnih strojev v zvezi z premogovništvom. Takrat je bil to en velik vpliv tega odkritja na razvoj termodinamike. Potem v 19. stoletju je takoj sledil velik razvoj elektromagnetizma
In ob prelomu stoletja, okoli leta 1900, je bil razvoj fizike po mnenju mnogih raziskovalcev zaključen. Mislili so, da je treba samo še nekatere osnovne konstante natančno določiti. Se pravi, ta 300 let trajajoči razvoj od Newtona se nekje zaključil okoli leta 1900. To je klasična fizika. Potem je prišlo pa do šokantnih novih odkritij. Odkrili so, da je hitrost svetlobe končna, da ima svoje lastnosti. Odkrili so nekaj, čemur se rečejo kvantni pojavi. Odkrili so, da če gledaš mavrico, ki jo vsi poznamo od povsod, in če to mavrico, ki pride zaradi sonca, zelo natančno pogledaš, vidiš, da nekatere barve manjkajo. Potem so ugotovili, da če vzameš neko ampulo s plinom, jo segreješ, ali pa da električni tok teče skozi njo, vidiš, da če jo natančno pogledaš, hočeš pogledati mavrico teh luči, vidiš, da so samo določene barve prisotne, ne vse. Recimo neonske reklame, ki so že bile pred 100 leti, če jih pogledaš natančno, vidiš, da je samo par barv not, ne tako, kot smo vajeni pri mavrici. No in to je bilo pa naenkrat šokantno, ker je bilo popolnoma nerazumljivo v duhu te 300 let stare fizike, ki se je razvijala od Newtona. In s tem se je začelo potem novo poglavje, in sicer v 2 smereh. Ena je bila relativnostna fizika, relativnost v zvezi z Einsteinom, to zdaj ne bomo gledali danes, kvantna mehanika je pa druga veja te tako imenovane moderne ali pa nove fizike. Tako se je to začelo in potem šele v 20 letih, okoli 1925, se je razvil formalizem, o tem pa lahko tudi kasneje. Torej, nekako pojav teh diskretnih črt je bil tu zanimiv. Kaj pa, se pravi, na knjigi ste izpostavili, če pogledava tukaj, na naslovnici je tu slika mačke, tukaj gre za znamenito Schrödingerjevo mačko. Kako da ste izbrali to sliko in morda, če nam poveste, zakaj pravzaprav, kaj ta mačka ilustrira, za kater pojav gre in zakaj je tako pomemben? Ta mačka nekako simbolizira dejansko neko določeno nejasnost ali skrivnostnost v kvantni mehaniki. Pojavila se je leta 1935, ko sta Einstein in Schrödinger je v bistvu odkril osnovne enačbe kvantne mehanike, razpravljala, ali v enačbah, ki jih imamo, zares razumemo že vse, kar je v njih. Gre pač za to, da se je Schrödinger spomnil, da glede na formalizem kvantne mehanike se lahko zapiše hkrati v nekih enačbah, da je mačka živa in mrtva, in se je vprašal, ali je res hkrati živa in mrtva. In s tem naprej ne moramo iti zdaj konkretno v formalizem, ampak od tukaj naprej se v kvantni mehaniki zelo pogosto pojavlja mačka kot simbol nečesa v bistvu dosti abstraktnega. Treba je seveda omeniti, da tako imenovana mačja stanja kvantna dejansko obstajajo in se uporabljajo, ampak zgodba je precej daljša, kot lahko takole povemo. Ob branju v knjigi je še več zanimivih prispodob. Med drugim sem naletel tudi na eno prispodobo, o kateri prej nisem še nikdar slišal, namreč Bertelmannove nogavice, pa bi mogoče tukaj pokazal, tukaj je tole sličico. Če mogoče poveš, zakaj pri tem pravzaprav gre. Zdaj, to je iz znanega članka Johna Bella, ki je odkril tako imenovane Bellove neenačbe. To je ravno tisto, kar je Einstein okoli leta 1935 odkril, da so v kvantni mehaniki določene skrivnostnosti, določene stvari, ki jih je res težje razumeti. In potem 20-30 let zatem se je potem pokazalo, da dejansko eksperimentalno lahko potrdijo vse to, kar je v kvantni mehaniki, in te Bertelmannove nogavice so tako zanimive. Gre za to zgodbo. Imaš nekoga, ki vedno nosi nogavici različne barve. Ena je recimo rožnata, druga pa ni rožnata. In zdaj, ko vidiš, da iza vogala stopi in vidiš njegovo nogo in vidiš rožnato nogavico, takoj veš, druga pa ni rožnata. No, to je prispodoba v kvantni mehaniki, ko imaš dva delca z spinom, z vrtilno količino in izmeriš vrtilno količino enega in s tem nekako veš, kakšna je vrtilna količina drugega.
To je videti popolnoma enostavno in nedolžno na primeru tehle nogavic, v resnici je pa tole bistvo nečesar, čemur se reče kvantna prepletenost in je skrivnostna. Zdaj, če tele anekdote na začetku naštevamo, mogoče samo še omenimo to, kar je zelo rad govoril Nobelovec Feynman. On je nekoč rekel, samo govorijo, ali pa novinarji so nekoč rekli, da samo 12 ljudi razume relativnostno teorijo. In je potem rekel, dvomim, da je to kdaj bilo tako, da takrat, ko je relativnostno teorijo nekdo izumil, jo je samo on razumel, ko pa je članek objavil, je pa veliko ljudi razumelo, da bi bilo ravno 12 dvomi. Ampak lahko pa trdi, da pa kvantne mehanike ne razume nihče. Veliki Feynman, Nobelovec. Aha, in je to, ali se to, vsem Feynman je bil nekako deloval v 60-ih letih, ali se je morda to, kaj je zdaj v zadnjem času spremenilo po tvojem mnenju? Da se mogoče zdaj vsem kvantno mehaniko skozi generacije, ki učijo naslednje generacije, in tako da jo mogoče razumemo pa zdaj že kaj bolj, ali pa kaj se pravzaprav pri kvantni mehaniki da razumeti in česa se ne da razumeti? Ja, tukaj, da mogoče zaključimo s temi splošnimi anekdotami, gre pa za to, da je vprašanje besede razumeti. Nihče v resnici ne razume, zakaj Newtonovo jabolko pade z drevesa, zakaj Luna in Zemlja se privlačita. Znamo pa točno izračunati, kako se gibljajo telesa, ne vemo pa vzroka za to. Tako je tudi v kvantni mehaniki v resnici. Znamo vse izračunati, vsaj načeloma, pač ne vemo, zakaj so enačbe takšne, kot so. V tem smislu nihče ne razume, zakaj je treba tak formalizem uporabljati. Zdaj, če se vpraša, če kaj več razumemo, kvantna mehanika je prisotna zdaj že 100 let in večkrat študentom rečem, da bi njihove stare mame, če bi jih zanimalo, pa če bi bile zainteresirane, bi pravzaprav že one lahko vse vedle o kvantni mehaniki, kolikor je vsaj v prvem delu tele knjige. Gre pač za to, da je formalizem relativno abstrakten in ga v vsakdanjem življenju ne potrebujemo. Predvsem je zato kvantna mehanika nam odmaknjena, ker v vsakdanjem življenju dejansko procesi, ki jih gledamo, ne potrebujejo za svoje razumevanje znanja kvantne mehanike. Če žoga pade, če vetrovi pihajo, če voda teče, vse to je lahko zelo komplicirano za točen opis, ampak je v okviru klasične mehanike. Mogoče vprašanje, kje v vsakdanjem življenju pa vidimo kvantno mehaniko? Mogoče, ker v bistvu ne videvamo teh kvantnih pojavov, pa to tudi hkrati pomeni, da jih pravzaprav se ne srečujemo z njimi. Ali je... To je zdaj razlog v resnici, da ko takole gledamo svet, ne vidimo nič takega, česar z enačbami, ki jih je Newton pred 300-400 leti odkril. Zdaj v resnici pa so taki pojavi. En je ta primer Mavrice. Če Mavrico zelo natančno gledaš, vidiš, da ni nekih črt. In potem tega sploh ne moreš razumeti. Potem vsi poznamo magnete, so nam čisto domači, če hočeš razumeti, zakaj je magnet magneten, potrebuješ kvantno mehaniko. Potem so recimo superprevodniki, ki jih sicer ne vidimo v vsakdanjem življenju, ampak za njihovo razumevanje rabiš kvantno mehaniko. No, ampak to so taki primeri, ki jih dejansko lahko z očmi in z rokami dojameš. Po drugi strani pa vsi v žepih danes nosimo mobitele, katerih konstrukcija temelji fundamentalno na zakonih kvantne mehanike. Ti, ki delajo mobitele, zelo dobro obvladajo vse v zvezi s kvantno mehaniko in znajo izračunati, kako naj naredijo. Zdaj vemo, je to pomanjkanje čipov, ki jih delajo na Tajvanu. Naši kolegi na Tajvanu še kako dobro obvladajo enačbe kvantne mehanike in če tega ne bi znali, pač ne bi znali narediti teh čipov, ki jih cel svet potrebuje. Se pravi, to znanje, ki je v tej knjigi, pravzaprav je na nivoju, ki ga mi v vsakdanjem življenju ne gledamo. Kaj pa so v bistvu naprave, s katerimi se srečujemo v svetu okrog nas, že v bistvu pogosto vključujejo znanje kvantne mehanike? Ni dovolj gledati na elektrone kot kroglice, ki se gibljajo okrog. Ampak recimo v medijih sem zasledil zdaj precej govora o kvantnih tehnologijah prihodnosti. Gre za velike vložke Evropske unije, kot tudi zasebnih podjetij v kvantno tehnologijo. V čem pa je glavna razlika teh
kvantnih tehnologij prihodnosti, recimo primer, ki se navaja kvantni računalnik, v čem je tu razlika recimo s temi napravami, ki pa se že uporabljajo, recimo omenil si gradniki v mobitelu, kaj je tu drugače? Ja, hvala lepa za tole vprašanje. Včasih se tudi popularno reče, da imamo dve kvantni revoluciji. Prva je bila v bistvu, ali pa še poteka, je to, da so računalniki vse manjši, elektronske naprave so vse manjše in se približujemo področju, kjer se da izračunati, kako naj naprava deluje samo z metodami kvantne mehanike. Ta drugi val, ki pa zdaj prihaja, se pa nanaša na to, kar si omenil, kvantne računalnike, kvantno komunikacijo. To pa izhaja iz nečesa, kar je pravzaprav Einstein pred toliko in toliko leti opazil, to je kvantna prepletenost, to so tiste Bertelmannove nogavice, kjer imaš ti dva delca, enega držiš tukaj, drugega nekdo nekam odnese, na tem delcu narediš neko meritev, tisti drugi delec bo to zaznal, pri čemer je lahko poljubno daleč. To je osnova tehnologije, ki recimo omogoča kvantno teleportacijo. Kvantno teleportacijo vsi poznamo iz znanstvenih filmov, znanstveno-fantastičnih filmov, ampak v resnici to obstaja. Seveda ne teleportiramo mase, ampak si vnaprej pripravimo masne delce na drugih lokacijah in s pomočjo kvantne mehanike teleportiramo informacijo, pravi kvantno stanje telesa, kar dejansko pomeni teleportacijo. Zdaj s to kvantno teleportacijo, ki je neke vrste čarovnija, dejansko ne moreš drugače temu reči kot čarovnija, to zdaj prihaja in to bo omogočilo komunikacijo, pri kateri je že v načelu nemogoče prisluškovati, in kvantni računalniki, ki so trenutno na pohodu, bojo reševali probleme v nepopisno krajšem času kot obstoječi. Ta drugi del dejansko zdaj prihaja, skupna beseda je pa kvantna prepletenost. Quantum entanglement. Torej, in ta med drugim ste letos poleti na Fakulteti za matematiko in fiziko javno demonstrirali kvantno komunikacijo. Mogoče lahko poveš malo, zakaj točno je tam šlo in ali je tudi pri tistih poskusih mogoče kvantna prepletenost igrala kakšno vlogo ali je šlo za kaj drugega? Ja, na Fakulteti za matematiko in fiziko ima moj kolega profesor Kaltenbeck svoj nov laboratorij, ukvarja se z kvantno optiko oziroma s kvantno obdelavo kubitov kvantne informacije. No in je bila poleti, je bil dogodek v zvezi z ministri G20, skupine G20 v Trstu in smo bili z italijanskimi kolegi povabljeni, da organiziramo prenos dogodka med Ljubljano in med Trstom. Potem bila je želja, da bi šlo še do Zagreba, je šlo samo do Reke iz tehničnih razlogov. No in smo vzpostavili zgodovinsko prvo kvantno komunikacijo med tremi državami, se pravi Slovenija, Italija, Hrvaška. To pomeni, da smo si izmenjali kvantni ključ, komunicirali smo tako, da je bilo tudi teoretično nemogoče prisluškovati tej povezavi. S tem smo demonstrirali dejansko v praksi to delovanje. Zdaj na tem seveda delamo še naprej. Zdaj to je mogoče, kar se zdaj pogovarjava, kaj je danes pri kvantni mehaniki pomembnega. Mogoče še v knjigi kakšno stvar poveva. Ja, o knjigi, kaj morda imate vi kako misel, ko ste v branju knjige še imeli? Ja, jaz moram reči, da me zelo veseli, da je ta knjiga izšla v slovenskem jeziku, sploh zato, da študentje berejo tudi take skrivnostne in zapletene reči v slovenskem jeziku. Tako da mogoče me zanima na splošno, kako so vaši študentje, jih to področje fizike kaj bolj zanima, ker gre bolj v prihodnost, ker je toliko bolj skrivnostno, ali opažate kakšno razliko? Ja. Zdaj, takole, kvantna mehanika je za vsaj polovico fizikov, verjetno več kot polovico, osnovno orodje. Pravi, zdaj je pač čas,
kar se dogaja, zelo pomembnega, je velik del na področju kvantne mehanike. Sam predavam ta predmet že nekaj časa in študenti so vsako leto se pravzaprav skoraj bi rekel pritoževali, zakaj ni nobenih skript na tem področju. Tako da sem se lani v času epidemije z lanskim šolskim letom odločil, da bom pa napisal in sem po vsakem predavanju potem napisal eno poglavje. Tako da polovica te knjige dejansko pokriva učno snov pri kvantni mehaniki. V 3. letniku nekaj gre naprej kot do 3. letnika. Tako da recimo 2/3 prve polovice knjige so predavanja. Druga polovica je pa potem sestavljena iz stvari, ki so me vedno zanimale, pa pravzaprav ne sodijo kot znanstveni članek, po drugi strani se pa težko kjerkoli kaj podobnega najde. Tako da sem tam noter dodal, to je teorija merjenja, dosti razprave o kvantni prepletenosti, interpretacije kvantnih mehanik. To, kar je mene samega zanima, pa vem, da moje kolege fizike tudi zanima, sem to nekako not predstavil. Tako da knjiga bi rekel, da je hibridna, tako kot smo imeli hibridna predavanja lani, prva polovica recimo učbenik, druga polovica recimo monografija. Tako da to je zdaj, bi rekel, prva knjiga, ki ima res relativno kompletno pokrito kvantno mehaniko v tem področju. Je pa pri nas na fiziki bil zelo plodovit profesor Strnad, ki je pred mnogimi leti napisal eno knjigo, ki se reče Mala kvantna mehanika. Tam je nek uvod v kvantno mehaniko, tako da on ima res prvo knjigo iz kvantne mehanike. Tako večje knjige pa ni. Sicer je pa treba povedati, da je knjig iz področja kvantne mehanike na stotine, veliko dobrih knjig, ampak vsaka malo na svoj način. Tako da dejansko se predavati ponavadi ne da po neki knjigi. Vsaka zavija na nek način, ki mogoče ni tako za predavanje primeren. Tako da če gledamo po svetu, razne te učne vsebine obstajajo zelo specifične za posamezne fakultete. Ja, malo si že omenil, ampak v knjigi je najti tudi izvirne znanstvene rezultate, bi človek skoraj lahko rekel, kot je recimo ta meritev gibalne količine, ali mogoče misliš vključiti te vsebine tudi v učenje pri kvantni mehaniki ali pa saj opozoriti študente, zdaj ko bojo imeli to gradivo na voljo, ali je to nekako čisto dodatna vsebina za bralca, ki ga zanima več. To mogoče, če bi malo me tudi zanima, če malo določiš, kaj pravzaprav je po tvojem mnenju ciljno občinstvo. A si imel tukaj predvsem študente v mislih ali kdo je še ciljno občinstvo za knjigo? V bistvu prva polovica knjige so dejansko študenti, ciljna publika in del tega. Vmes so še podrobnejše izpeljave za tiste, ki bi jih bolj zanimali. V tem drugem delu so pa sodobne teme, se pravi, navezuje se na kvantno računalništvo, na kubite, na kvantno prepletenost, na interpretacije kvantne mehanike. Tukaj sem pa vsako leto na predavanjih, vsaj zadnji teden, recimo 3 ure na teden je tega, nekaj malega pregledno o tem povedal, pa jih pač spodbudil, da še sami malo naprej pogledajo, če jih zanima. Tako da ta knjiga se mi zdi, da bi lahko bila zanimiva za moje kolege, ki uporabljajo kvantno mehaniko v tem drugem delu, ker bodo dobili mnoge odgovore na vprašanja, ki jih pravzaprav si vsi postavljamo, pa mogoče se nam ni zdelo tako zelo nujno to naštudirati. So pa zanimiva. To so recimo predvsem interpretacije kvantne mehanike, to vsi nekako na pol o tem smo slišali, predavali se o tem ponavadi ne. Jaz sem pa nekako za svojo zabavo pred par leti to naštudiral in sem zdaj tudi še nekaj svojega dodal. Ja, proti koncu knjige tudi malo izpostaviš še neke druge zanimive dejstva glede kvantne mehanike. In sicer ena od stvari, ki jo izpostaviš, je tudi vloga kvantne mehanike pri kozmologiji, pri obravnavi kozmoloških vprašanj, naprimer črnih lukenj, a mogoče bi kako... Zanimivo je, kako se včasih stvari, ki ne izgledajo, da so podobne s časom, na nek način povežejo. Tako se je zdaj izkazalo v zadnjih desetletjih, da je
splošna teorija gravitacije na nek način podobna kot kvantna prepletenost, ki jo imamo v kvantni mehaniki. Recimo vsem poznan Stephen Hawking je bil predvsem poznan po tem, da je ugotovil, da črne luknje niso črne, se pravi, da izhlapevajo. Imaš črno luknjo, iz katere se v splošnem misli, da kar pade vanjo, ne prileti več ven. On je pokazal, da če imaš dva kvantno prepletena delca, en delec pade v črno luknjo, drug ostane zunaj, v tem primeru bo iz črne luknje lahko tudi kaj izhlapevalo. No in to je bil prvi indic, da je splošna gravitacija nekako z kvantno prepletenostjo povezana. Danes so še druge to vrstne smeri, tako da nekaj malega tukaj omenjam. Sam se sicer splošno gravitacijo ne ukvarjam, se mi je zdelo pa zanimivo to poudariti, te detajle. Tako da zainteresiran bralec bo našel potem literaturo, kjer lahko naprej pogleda. Ja, torej, tisto, kar bi jaz še tukaj rekel, je, da ob branju te knjige se mi je vsekakor, po eni strani mi je bilo tudi malo potovanje v moj študij, nazaj sem se spomnil kakih vsebin, ki smo jih pokrili tam. Po drugi strani pa je bilo tudi toliko svežih vsebin, da mi je vsekakor odprlo tudi razširilo obzorje. Imel bi pa malo vprašanje, zdaj še proti koncu tega pogovora, imel še malo vprašanje o prihodnosti. In sicer bi najprej morda vprašal malo bolj iz splošnega vidika, kaj misliš o svetu? Ali bo svet čedalje bolj kvanten, bo se kvantna mehanika igrala čedalje večjo vlogo v našem svetu? Ja, tukaj po tvojem mnenju, seveda. Ja, ob pisanju te knjige sem tako gledal različno literaturo in sem različne zanimive citate našel. Ena je znana anekdota, ki se naj bi zares zgodila. Michael Faraday, ta, ki se je ukvarjal z elektromagnetizmom v 19. stoletju, je delal eksperimente z električno indukcijo, to, kar danes delamo v osnovni šoli oziroma v gimnaziji pri fiziki. In takrat naj bi ga angleški finančni minister vprašal, zakaj pa je sploh to dobro. In je Faraday naj bi rekel, ja, ne vem, zakaj je to dobro, vem pa, da boste to s časom obdavčili. Boste lahko davke na tem pobirali. Tako je tudi s kvantno mehaniko od začetka izgledalo samo kakor nekaj akademskega, no, končno razumemo tiste črte v spektru. Potem je svet na nek šokanten način se zavedal kvantne mehanike in relativnosti za prvo atomsko bombo, ker je v hipu bilo nekaj čisto drugega. Tako smo danes priča temu, da kvantna mehanika preko napravic, kot so mobiteli in vse drugo, kar elektronskega prihaja v naše življenje. Kot sem na začetku rekel, prihaja pa kvantni računalnik, ki bo skoraj neke vrste nova, zelo velika zadeva in s časom pač bodo vse naprave, ki jih uporabljamo po svoji naravni poti, vse bolj kvantne. Jaz mislim, da se bo tudi beseda kvantno zelo udomačila. Verjetno bo na mobitelu od začetka gor kakšna črka Q, pomenilo, da to je že kvanten mobitel, pa čez par let bojo pa itak vsi kvantni, pa bo črka Q šla ven, da se te besede sploh ne bojo uporabljati. Tako si predstavljam. Tako da to je tako, kakor a se bo elektrika prijela. To je stvar, ki bo šla sama naprej, ker ne gre druga. Sončne celice delujejo izključno na kvantnem principu, litijeve celice pri avtomobilih je še kako pomembna kvantna mehanika, kako se naredi, da so boljše ali da sploh delujejo. Tako da brez tega se ne da, je pa to našemu vsakdanjemu življenju vse bolj odmaknjeno. Nihče med nami nima pojma, kako mobitel deluje, mogoče na fakulteti za elektrotehniko, še mogoče tam vejo, zakaj gre, vsi drugi znamo uporabljati, se nam zdi to normalno, pa ne vemo, kaj not. Potem bo pa samo to še malo bolj kvantno, pa ravno tako ne bomo vedeli. Ja, morda pravzaprav tudi, če bolj enostavne, tehnološko bolj enostavne naprave, kot je bencinski motor, tudi marsikdo med nami ne razume detajlov, ne. Kaj pa to, ali imaš morda v načrtu še kakšno monografijo zdaj? Ja, hvala. Pravzaprav jaz nisem nikoli imel na načrtu monografije. Spomnim se, ko sem se prijavil za učiteljsko mesto pred mnogimi leti, je akademik Gosar, takrat je bil v komisiji, pa je rekel, no, kolega, ali nameravate
napisati knjigo iz vašega področja. In se spomnim, da so nekateri drugi moji kolegi, ki so tudi bili na teh intervjujih, so rekli, ja, tudi knjige bom pisal. Jaz sem pa rekel, nič ne bom pisal, vse je dovolj dobrih knjig iz tega področja. In sem videl, kako se je profesorju Gosarju, akademiku Gosarju, fino zdelo, rekel, ja, točno dovolj je dobrih knjig iz tega področja. Potem je pač prišlo do tega, da dejansko študenti pričakujejo knjige, tudi v slovenščini in na sodoben, drugačen način, in sem jo napisal. Tako da zdaj za naprej je bila to prva, lahko da bo zadnja, jaz v glavnem pišem bolj članke, raziskovalne članke, znanstvene, medtem ko za knjigo mogoče ne bo priložnosti. Bom pa verjetno napisal novo izdajo, imam še par idej, ampak da bi popolnoma novo začel, verjetno da ne. Hvala. S tem bi jaz naš pogovor zaključil. Dr. Matevž Rudolf, hvala. Profesor Ramšak, hvala za prijeten in zanimiv pogovor in obilo uspehov v prihodnje.